kar težko požiram slino, pa nisem prehlajen, ampak je nič. Včasih je treba osebne preference enostavno dati na strani in ostati profesionalen, tako kot zdaj, zato požiram slino. Captur je namreč avto, ki mi v prvi generaciji sploh ni bil všeč. Ok, bil je lep in najbrž se je zato super prodajal, pa zato, ker se v njem malce više sedi. Se je pa zelo slabo in precej neudobno peljal, znotraj je bil povsem plastičen, pač enostavno mi res ni bil všeč. No, tale pa je nov in si seveda zasluži realno oceno, ki pa očitno ne bo slaba po tem, kar vidim. Oblikovno je še vedno simpatičen, no, oblikovna nit je itak podobna tisti pri Clio, ker sta oba avtomobila podobna prejšnji generaciji, ampak občutno bolj moderna. Sedaj ima tudi Captur spredaj te C luči in zadaj, sploh zadek se mi zdi simpatičen. Tudi tukaj znotraj vidim novi Clio oziroma njegovo nadgradnjo, kar je samo dobro. Materiali so po novem zelo dobri, tole je svetlobna leta naprej od prejšnje generacije, česarkoli se dotaknem je super. Fini so skratka materiali, tukaj vmes je še digitalni zaslon, no in tale tukaj le meri več kot 9 palcev, pa še vmesnik je občutno boljši. Prestavna ročica pri avtomatskem menjalniku po novem deluje po principu Shift by Wire, kar pomeni, da mehansko sploh ni povezana z menjalnikom, vse gre preko žičk in signalov, no zato je tukaj spodaj še eno dodatno odlagališče, se mi zdi tudi kar fajn ideja. Ker je avto daljši za 11 in širši za 2 cm, je večji tudi prtljažnik, ta ima 81 litrov več kot prej, skupaj kar 536, no in tistale klop zadaj je vzdolžno pomična za 16 cm. To pa ni več hec. Še med vožnjo mi mora biti všeč, a ne? In ja, mimogrede, tisti z budnim očesom, zamenjal sem avto, takoj razložim zakaj. Skratka, mi tudi je. Captur sedaj stoji na povsem novi platformi, CMF-B se ji reče, na kakršni je tudi Clio in na kakršni bodo zrasli še ostali modeli. In očitno je, da je vse skupaj bistveno bolje kot prej. Avto je veliko bolj udoben, ne rine z nosom iz zavoja za vsako figo ven, tako kot je to počel prejšnji. Občutek na volanu je dober, še vedno malenkost slabši od tistega pri Clio, ker je avto malce bolj oddaljen od tal, ampak je prav prijeten. Lepo se pelje, nimam kaj dodati, še vedno sicer ne postavlja standardov v segmentu in še vedno obstajajo tekmeci, ki so malce bolj dinamični, ampak povprečen kupec od tega avta ne bo zahteval več. Nova arhitektura ponuja dovolj prostora za 3 bencinske motorje, za 2 dizelska, pa še priključni hibrid je. Ja, s to kombinacijo bo tudi Captur edini v segmentu, ki vas bo lahko peljal v popolni tišini. Baterija ima kapaciteto 9,8 kWh, kar bo dovolj za 45 km, kot pravijo pri Renaultu. Elektromotor pa bo kombiniran z 1,6 litrskim benzinskim motorjem, no skupna sistemska moč bo 118 kW oziroma 160 konjičkov. Če je fajn, pa težko rečem, ker ga tokrat še ne morem preizkusiti, bo treba še malo počakati. E-Tech plug-in pa reče takšni različici, da jo boste lahko našli potem, ko se bo sama znašla na cenikih. No, pa glede menjave, tale beli s samodejnim menjalnikom in najmočnejšim motorjem je avtomobil, ki smo ga vozili včeraj. Fin je v programu Sport, v bistvu motor zelo živahno potegne, nimam kaj dosti za dodati. Tale pa ima ročni menjalnik in 130 konjski motor, torej srednje zmogljiv bencinski motor, pa se mi ne zdi dosti manj zmogljiv. Novi Captur pride k nam januarja, zato cen še nimamo, predvidevam pa, da se bo zgodilo podobno kot pri Clio, kjer so cene malenkost zrasle, ker je veliko več opreme, ne pa veliko. Ne smemo pozabiti, da je imel Captur pred 6 leti enega samega tekmeca, to je bil kar hišni Nissan Juke, danes pa jih ima več kot 20, zato v bistvu sploh ni prostora za zajeb. In ker so prejšnjih prodali kar 1,5 milijona, predvidevam, da imajo tudi s tem velike načrte.